lep dober dan vsem skupaj, predvsem turističnim vodnikom in pa vsem ostalim, ki ste se danes udeležili tega srečanja tukaj na Celju. Seveda prinašam nekaj pozdravov iz Slovenske turistične organizacije, ki še kako podpira delo turističnih vodnikov in na nek način v bistvu moram reči, da tudi v imenu naše Slovenske turistične organizacije vseh kolegov čestitamo v tem prazniku, ki se bliža ob 21. februarju. Po drugi strani pa spet tudi sama kot turistična vodnica lahko mogoče par besed na to temo ravno povem, kako pomembni smo turistični vodniki, tega se tudi na STO zavedamo. Delo samega turističnega vodnika, poklic turističnega vodnika je seveda za neko destinacijo, pa če je to destinacija Kras-Vrtini, kjer se pač nahajamo danes s številnimi atrakcijami, nekaj turističnih ponudnikov, seveda se je tudi prej že tukaj predstavilo, sicer tudi to v okviru promocije Slovenske turistične organizacije na nek način podpiramo. Je pa res, da turistični vodnik tisti, ki povezuje ponudnike v neki destinaciji, ki predstavlja zgodbo, poglobljeno zgodbo in skozi to delo turističnega vodnika, ki je promotor neke destinacije in če se zdaj na drugi strani postavimo v vlogo gosta, obiskovalca, seveda je turistični vodnik tisti, ki nekako prvi pride v stik z gostom in mu seveda poda te osnovne informacije in pa poglobljene zgodbe. In pa če danes gledamo v teh sodobnih časih, ko je v bistvu pa nekako že digitalizacija, ko so ti inovativni procesi, da ne rečemo tako daleč, da si lahko gosti veliko informacij o neki destinaciji, kraju, atrakciji, že s pomočjo pametnih telefonov ali pa tablic najdejo sami, pa vendar to ne more nadomestiti človeka, torej turističnega vodnika, ki pa lahko neko destinacijo skozi, bom rekla, lokalne zgodbe, skozi, bom rekla, ta stik pristni nekako gostov oziroma obiskovalcev kar najbolje približa. Zdaj vsi vemo, kakšno je delo turističnih vodnikov, seveda je odvisno od vseh možnih dejavnikov, od števila ljudi, od tega, odkot prihajajo gosti, ali so domači, ali so tuji, od vremena, od politične situacije, od nenazadnje zdravja, zdaj smo videli, kaj nam je v bistvu naredila tudi ta pandemija v zadnjih 2 letih, vse skupaj to vpliva in ne moram reči, da poklic, ki je sicer spoštovanja vreden, vsakič znova, ko se odpravimo na pot, vemo, koliko to delo v bistvu pomeni vsakemu posamezniku, še posebej pa zdaj v teh zadnjih 2 letih, ko je bilo izjemno težko, seveda se tega tudi na Slovenski turistični organizaciji zavedamo, kaj se je pač na nek način zgodilo s turizmom, kako se je vse skupaj ustavilo in smo tudi poskušali z nekimi spodbudami turističnim vodnikom na nek način pomagati. Zdaj, če se spomnite v letu 2020, v okviru te kampanje Moja Slovenija, ko se je tudi spodbudilo vodnike, da ste z, bom rekla, posnetki, z temi video vsebinami pomagali torej promovirati lastne destinacije, lastne kraje in jih potem posredovali naprej na STO, ker smo poskrbeli za to, da je ta promocija po vseh naših promocijskih kanalih šla naprej. Do potem spodbude v letu 2020 v smislu tega javnega poziva, ki je bil namenjen vsem poslovnim subjektom, ki upravljajo dejavnost turističnega vodenja. Čeprav v letu 2020, bom rekla, samo poskus, ker je potem hitro prišel lockdown in seveda se ta sredstva tudi niso dala celoti izkoristiti. No, lansko leto pa potem kar 600 000 evrov sredstev je bilo za vse subjekte, ki upravljajo dejavnost turističnega vodenja namenjenih in moram reči, da tudi skoraj 530 000 evrov od tega izkoriščenih, več kot 140 turističnih vodnikov z bodisi lokalnimi ali nacionalnimi licencami je sodelovalo v okviru tega javnega poziva in lahko rečemo, da tisto, kar smo zaznali na terenu, kakšne zgodbe so se pravzaprav nekje rodile iz tega, kakšna poglobljena doživetja in kako so pravzaprav turistični vodniki, morda tudi tisti, ki so prej bili usmerjeni na outgoing, so morda delali več tujih destinacij, spoznali, da se tudi v domačih destinacijah, v lokalnem okolju da odlično delati, da se tudi v te zgodbe splača poglobiti in se jih pravzaprav na nek način prenesti do obiskovalcev, do gostov, ki so pa večinoma bili domači. Sami veste, da preteklo leto in predpreteklo leto večinoma smo imeli domače goste v Sloveniji, v naših destinacijah in tudi ta gost, moram reči, da je pomemben tudi za bodoče, smo ga nekako turistični vodniki naučili, da je vredno prisluhniti tudi tem zgodbam, ki jih imamo v domačem lokalnem okolju.
Zdaj, s temi spodbudami bomo na Slovenski turistični organizaciji nadaljevali tudi letos, v letu 2022 se tudi obeta javni poziv, na katerega se bodo seveda vsi, ki bodo izpolnili pogoj za lokalnega turističnega vodnika ali pa nacionalnega, z licenco, prijavili. Zaenkrat se planira 300 000 € sredstev z možnosti povišanja, glede na pač poziv. Seveda bomo pa nekako tudi v okviru poziva si zadali, da se turistični vodniki potem, tisti, ki se bodo prijavili in koristili sredstva, še kasneje povežejo z lokalnimi turističnimi organizacijami in drugimi ponudniki, kajti edino povezovanje je tisto, ki je ključno in ponudniki res si na neki destinaciji, tako kot so se danes tukaj predstavili, z lokalno turistično organizacijo, vsemi ponudniki in z vodniki, ki to zgodbo seveda povežejo in jo potem predajo v bistvu gostu. No, s tem se tudi zasleduje vizija slovenskega turizma ali pa iz strategije trajnostne rasti, ki se je koncem prejšnjega leta iztekla, da je Slovenija zelena, varna, butična destinacija za gosta, ki išče osebne koristi in mir. No, tudi nova strategija slovenskega turizma, ki je zdaj že v fazi zaključevanja, skoraj v mesecu aprilu bo zaključena, bo gradila na tem zelenem butičnem turizmu. In tukaj bo še kako pomembno vlogo imel tudi turistični vodnik, ki sem rekla prevodoma že, da je promotor posamičnih destinacij, da je promotor Slovenije, tako za domačega, kot tudi za tujega gosta. In tudi v strategijo bomo nekako umestili nekaj ukrepov, ki bodo namenjeni ravno temu, da bomo turistični vodniki še naprej opravljali svoje delo, ostali zvesti temu poklicu in da res ne bo pandemija tisti razlog, ki bi nas morda od tega odvrnila, da bi priložnosti pa iskali v kakšnih drugih zaposlitvah ali v kakšnih drugih panogah. To je izjemno pomembno. Po drugi strani, kar se tiče aktivnosti na STO-ju, naj izpostavim še promocijo poklicov v turizmu. To smo sedaj zagnali eno kampanjo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in z Direktoratom za turizem. Naj poudarim, da Slovenska turistična organizacija zelo tesno sodeluje z omenjenima inštitucijama in to je edini pravi način. In tudi v sodelovanju še s Spiritom in drugimi javnimi agencijami smo si zadali, da bomo pravzaprav spodbudili že zdaj pred informativnimi dnevi, ki so se odvili pretekli teden, vpis v srednje, v poklicne, višje, visoke šole za področje gostinstva in turizma, torej za vse poklice in tudi za, bom rekla, turističnega vodnika, da nekako s tem poudarimo, kako pomembni poklici so pravzaprav to, da jih spet nazaj spodbudimo, ker vemo, kaj je zdaj pandemija povzročila, koliko kadrov nam v bistvu manjka na tem področju. In kar je najbolj pomembno, resnično je zdaj pravi čas, in tako smo tudi poimenovali to kampanjo, zdaj je čas za poklic, za kariero v gostinstvu in turizmu, da se torej nekako pripravimo na tiste, bom rekla, normalne čase, ko bomo torej opravili s to pandemijo, ko se bodo vrnili tako tuji gostje, ostali bodo tudi domači in takrat moramo biti zelo dobro pripravljeni, tudi turistični vodniki, z vsemi vsebinami in pomembno torej dopolnjevati to turistično ponudbo posamičnih destinacij oziroma Slovenije, jo povezovati in torej na tak način skrbeti kot ambasadorji Slovenije za to, da njeno ime torej gre še naprej v svet. To so, bom rekla, te aktivnosti, ki jih na STO skrbno načrtujemo in če želimo izpolniti to obljubo, ki jo v okviru vizije dajemo, da je zelena, butična, varna destinacija in tako naprej, seveda nujno potrebujemo visoko izobražene turistične vodnike, ki so poznavalci lokalnega območja, lokalnega okolja, ki edino sami kot taki v lokalnem območju znajo gostu približati to zgodbo na način, recimo kot pač v nekem lokalnem območju živijo domačini, da mu znajo pač prečarati ta stik z lokalnim okoljem. Pri tem se je treba zavedati potem vseh produktov, ki jih na Slovenski turistični organizaciji promoviramo, torej od aktivnosti na prostem, ker imate v vaši destinaciji ogromno priložnosti za to, do, bom rekla, športnega turizma, do gastronomije, ki je ne smemo zanemariti, tukaj seveda mi poudarjamo kratko oskrbovanje verige, čim bolj lokalno iz lokalnega okolja. Seveda mora biti turistični vodnik poznavalec celotnega, vseh segmentov te ponudbe, da lahko gostu čim boljše zgodbo nekega območja ali pa destinacije predstavi. Turistični vodnik torej ni samo podajalec nekih vsebin, poznavalec območja, lokalnega, širšega države, je po drugi strani tudi interpret, interpretira naravno dediščino, kulturno dediščino, trajnostno zavešča gosta in obiskovalca, torej s tem, kaj lahko v nekem okolju počne, kaj ne sme, ga usmerja. Po drugi strani pa tudi psiholog
sami veste, kakšna vsa znanja so potrebna takrat, ko delamo z ljudmi, koliko prilagajanja je potrebnega, seveda je pa zelo odvisno od tega, kakšna je skupina, kot smo že prej rekli, koliko imamo obiskovalcev, ali sta to 2, ali jih je 10, ali jih je 30, kakšnem jeziku razlagamo, odkot prihajajo gostje, kakšni so budžeti, ki jih imamo na voljo, tako da je to, bom rekla, kup faktorjev, ki vplivajo na to, kako bo turistični vodnik na nekem območju tudi turistično vodenje izvedel. In da zaključim potem, da ne bom šla preko časovnega okvirja, seveda turistični vodnik kot takšen nekako zelo vpliva na to, kakšno sliko bo gost odnesel iz neke destinacije, kraja, območja. Seveda, ali bo ta zgodba celovita, ali bo ta zgodba dobra, ali bo poglobljena, in seveda tudi tista ocena, ki jo na koncu zdaj s pomočjo vseh, bom rekla, TripAdvisorov in podobnih orodij, ki ocenjujejo kvaliteto bivanja gosta v neki destinaciji, zelo, bom rekla, vpliva samo delo turističnega vodnika na to, kakšna bo ta ocena in kakšen bo res tisti končni vtis. Tako da jaz res seveda STO-ja čestitam ob tem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov in si želim, da ta poklic opravljamo vsi še naprej. Mi se bomo pa na STO-ju seveda potrudili z različnimi spodbudami, da to tudi promoviramo in pa seveda še pomagamo v teh časih, da čim bolj močni vsi izidemo iz te krize in naprej torej peljemo promocijo in pa izvedbo potem samih vodenj v destinacijah.